Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji iz našega studia. Danes naš gost, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Janez Cigler Kralj. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Torej, danes ste se mudili na obisku v Prekmurju. Tudi sicer ste zelo terenski, če lahko tako rečem. Kaj so pravzaprav nekako nameni teh vaših obiskov po različnih delih Slovenije, tudi danes Prekmurja? Ja, hvala lepa za to, da ste opozorili na našo usmerjenost v teren. Dejansko smo se z ekipo odločili že takoj ob nastopu mandata, da želimo biti v stiku s svojimi ekipami, to pa ekipe domov za starejše, ekipe zavodov za zaposlovanje, ekipe centrov za socialno delo in ostalih zavodov, inštitucij, ki so pod našo pristojnostjo, gotovo so. Mi težko izvajamo ali pa usmerjamo svoje politike, če nimamo stika s terenom, z realnimi težavami, z realnimi problemi, s katerimi se oni soočajo, ali pa če ne slišimo njihovih predlogov. In to je dejansko en glavni razlog, da smo se zelo usmerili na teren. Drugi je bil pa seveda zaradi korona krize še bolj poudarjen, ko smo dejansko morali biti v stiku predvsem z domovi starejših, s civilno zaščito, z lokalnimi skupnostmi, ko smo imeli izbruhe virusa, ki se jih še vsi dobro spomnimo, v prvem in potem v drugem valu, ko smo želeli s tem, da smo prišli na teren, pomagati. Če ste že omenili korona krizo, kakšno je trenutno, če nekako generalno pogleda stanje po domovih za starejše v Sloveniji? Lahko rečem z veseljem, hvaležnostjo, da po težki preizkušnji, ki je bila preteklo leto v prvem valu in v drugem valu še bolj, po številnih žal smrtih, se zadeve v domovih za starejše lepo umirjajo oziroma so se že umirile. 27. decembra lani smo začeli s cepljenjem. Prva upravičena skupina so bili najranljivejši, to pomeni stanovalke, stanovalci domov za starejše, potem tudi zaposleni v domovih, v zdravstvu. In lahko rečem, da je cepljenje bila najboljša strategija, to pa sedaj vidimo po številkah, po uspehu, najboljša strategija za boj proti virusu, saj so se od konca decembra do nekje sredine februarja številke obolelih in pa umrlih res drastično znižale, kar je dobro in zaenkrat je stanje stabilno, kar je pomembno, morda ni odveč pripomniti in govori v prid temu, da se odločimo za cepljenje, da se ščitimo najranljivejše, je, da tudi če kdo od stanovalcev, stanovalk zboli, kar je zdaj redko, ampak še vedno se to zgodi, tudi če je cepljen samo s prvim odmerkom cepiva, veliko lažje in z milejšimi simptomi preboli to bolezen, če sploh zboli. Če se nekako vrneva na vaš današnji obisk, ustavili ste se tudi v Odrancih, kjer ste se srečali z županom, ogledali ste si tudi že neko parcelo. Nam lahko mogoče zaupate kaj več, zakaj ste pravzaprav šli sploh v Odrance? Odranci so bili prva postaja današnjega obiska in lahko rečem, da sem pravzaprav navdušen nad zgodbo o uspehu, ki jo je župan svojo ekipo tam naredil. V slovenskem merilu majhna občina, 1600 prebivalcev, je v zadnjem desetletju nekaj več omogočila 1200 delovnih mest. Dejansko so svojo majhnost izkoristili za bistveno prednost in v mišljenju in razvoju nikakor niso majhni. To je občina, ki je lahko zgled večini slovenskih občin. Ob tem niso pozabili na razvoj vse potrebne infrastrukture in dejavnosti, ki so na voljo občankam in občanom. In danes smo z županom, z ekipo, tudi gospod poslanec Jožef Horvat je bil zraven, nekako, lahko rečem, zaokrožili zaenkrat ta njihov cikel razvoja, s tem, da smo si ogledali, kje bo stal dnevni center v Odrancih. Dnevni center pa je namenjen predvsem temu, da podpremo starejše ljudi, ki potrebujejo storitve dolgotrajne oskrbe, da jih podpremo, da lahko ostanejo bliže svojemu domu ali pa na svojem domu in se srečujejo in so deležni vseh najkvalitetnejših storitev tam v centru, v svoji sredi, kajti dejansko večina nas si želi tudi na stara leta čim dlje živeti doma. Za ta namen ste Odranski občini oziroma za to investicijo odobrili tudi dobrih 500 000.
Ja, skoraj 600 tisoč evrov, 560 tisoč evrov je vreden ta dnevni center, pa nikakor ne gre samo za denar ali za zidove, ker je zelo pomembno, da bo potem tudi tisti, ki bojo te storitve uporabljali, da bojo tam zadovoljni in da bojo predvsem deležni take oskrbe, da bodo lahko čim dlje kvalitetno živeli. Kaj pa je še pomembno in sem bil tudi zelo navdušen, je ena sodobna usmeritev tudi pri oskrbi starejših, da je ta parcela sredi naselja. Torej, starejših, najranljivejših današnji ne izključujemo iz življenja lokalne skupnosti, ampak jih vključujemo. Kajti starejši imajo ogromno modrosti, izkušenj in je dobro, če imajo možnost ostali, mladi, aktivna populacija, se z njimi srečevati, da se prenaša to znanje, to bogatstvo, ki ga pravzaprav lahko potem skupaj poimenujemo kot naša slovenska dediščina. Tudi v Domu starejših Rakičan ste bili danes na obisku, tudi tam se obetajo neke investicije oziroma neke nove pridobitve. Z Domom starejših Rakičan imamo odprtih več projektov. Direktor doma nam je predstavil pravzaprav celotno sliko teh projektov. Dejansko mi zdaj že sodelujemo v dveh. Prvi je že odobren projekt, ki bo kmalu tudi realiziran, in sicer začasne namestitve v okviru sedanje stavbe. Tu bo 18 mest za začasne namestitve ali pa za krizne namestitve tudi, ko pač starejši recimo zaključijo zdravljenje v bolnišnici, pa še ne morejo iti domov, se jih začasno lahko namesti v take namestitve. Torej zelo pomembna pridobitev. Drugi večji projekt, ki smo ga danes tudi nekako zastavili oziroma celo podpisali sporazum o gradnji, pa je gradnja manjše enote Doma Rakičan v Črenšovcih. In to pa je še ena usmeritev oskrbe starejših, ki je dejansko evropska usmeritev, in sicer rečemo, to poimenujemo deinstitucionalizacija. To pomeni, danes ne gradimo več velikih blokov za starejše. Korona epidemija nas je tudi naučila, da je to z vidika boja proti virusu lahko izjemno težavno, tako da danes pravzaprav se gradijo manjše enote, bliže ljudem, kot sva prej omenila, in tu bo ena taka enota, ki bo tudi občini Črenšovci omogočila, da bo imela dovolj kvalitetnih kapacitet za oskrbo starejših iz svoje občine. Tudi županja je bila danes tam prisotna ob tem podpisu sporazuma. Mogoče še vseeno vprašanje. Pred časom je vaš strankarski kolega, sami ste ga že omenili, pomurski poslanec Jožef Horvat, nekako vseeno dal pisno pobudo za izgradnjo novega doma za starejše prav tako v občini Črenšovci, vendar v vasi Žižki. Se na tem področju mogoče kaj premika oziroma kje stojijo, oziroma kako stojijo zadeve? Ja, danes smo na hitro tudi z gospodom Horvatom in z direktorjem gospodom Hoblajem rekli tudi o tem projektu. Dom Rakičan je pripravljen tudi na ta projekt, ker pa imajo še nekaj, lahko rečem, birokratskih, organizacijskih izzivov, ki jih bojo, to verjamem, rešili. Dejansko konkretno še nismo govorili o tej zadevi, ampak je zadeva zastavljena. Gospod Horvat, lahko rečem, da je motor takih in podobnih projektov, že za to, kar sva se pogovarjali za Črenšovce in za Dom Rakičan. Seveda pa sem seznanjen tudi, da se bo Dom Rakičan tudi prijavil na naš nedavno objavljeni razpis. Mogoče samo osvežim, v petek smo objavili javni razpis za sredstva iz sklada React EU, 93 milijonov. Direktor nam je danes predstavil, orisal njihovo željo celovite obnove stavbe. Predvsem je ta razpis React namenjen za dvig nivoja kapacitet oskrbe starejših, ne toliko za nove kapacitete, ampak razbremenitev in dvig nivoja v obstoječih kapacitetah. To pomeni, da se ljudje ne bojo več naseljevali v 3-4 posteljne sobe, ampak 1 do 2 posteljni. Dodatno dostojanstvo, dodatna intimnost in pa seveda tudi večja odpornost na epidemije, na širitev virusa.
Današnji obisk v Prekmurju pa niste obiskali samo domov za starejših, tudi druge ustanove, bili ste na Zavodu za zaposlovanje, Centru za socialno delo. Kakšne so nekako težave, oziroma s čim so vas seznanili, kako poteka pravzaprav njihovo delo v tem posebnem času? Zelo pomemben del mojega obiska, kolegice, predvsem kolegice na Zavodu za zaposlovanje v Murski Soboti so me seznanile, da se srečujejo z novim pojavom, za Prekmurje novim. Ostala Slovenija se je pred korona epidemijo s tem že srečevala, in sicer je to pomanjkanje delovne sile. Gospodarstvo ima dela dovolj, delovna mesta so odprta, storitve se zaganjajo, gostinstvo, turizem, gradbeništvo je v izjemnem porastu. In na Zavodu za zaposlovanje se pravzaprav skupaj z gospodarstvom srečujejo pred izzivom pomanjkanja zaposlenih oziroma delavcev, ki bi ta delovna mesta tudi zapolnili. Tako da imamo skupaj nalogo, kako aktivirati še vedno teh 75,000 brezposelnih, ki so vpisani v evidenco brezposelnih. Sicer so me pa seznanili, da trg dela doživlja podoben trend, kot je slovenski trend, in sicer nekje od februarja do sedaj pravzaprav stabilno in vztrajno upada število brezposelnih, tako da smo zdaj na 75,000, lahko rečem v petek je bil tak neuraden podatek. Da spomnim, pred korona epidemijo je bilo v evidenco brezposelnih vpisanih 76,000 in še nekaj brezposelnih oseb. Seveda pa moramo ob tem omeniti, da je še vedno precej ljudi, precej zaposlenih, vključenih v številne interventne ukrepe, kot je čakanje na delo doma, kot je skrajšan delovni čas in pa samozaposleni, ki prejemajo univerzalni temeljni dohodek. Menimo, smo s temi ukrepi ključno hitro in učinkovito zaščitili ta delovna mesta, skoraj 300,000 skupaj, lahko rečem, in tudi z veliko finančnimi sredstvi pomagali predvsem tem zaposlenim, da so ohranili svojo finančno varnost, zaposlitveno varnost in pa njihove družine večjo stabilnost v času krize. In tudi zaradi tega bomo vsi lažje sedaj zagnali pokoronsko obdobje ponovno. Tudi, če smo že na tem področju, na eni izmed zadnjih vladnih novinarskih konferenc tiskovk ste nekako napovedali, da se bo jeseni, se mi zdi, začelo nekako okrepljeno zaposlovanje, da se bomo nekako na področju brezposelnosti vrnili v tiste starejše oziroma predkoronske čase. Ob izteku predvsem čakanja na delo doma in univerzalnega temeljnega dohodka pričakujemo in UMAR in ostale inštitucije, ki se ukvarjajo z napovedovanjem trendov v gospodarstvu, na trgu dela, nekako napovedujejo pričakovanje, da bo rahel priliv v brezposelnost. Zaradi tega, ker pač nekatera podjetja kljub vsemu ne bojo uspela ustrezno zagnati še svoje proizvodnje. Kakorkoli, skrajšani delovni čas bo ostal veljav, tako da jim bomo na ta način tudi pomagali. Pričakujemo pa, da bomo jeseni priča podobnemu trendu, kot je vedno če lahko tako rečem, normalnih letih. V jeseni se zažene nov cikel zaposlovanja in traja nekje do konca leta, tam pa se spet sezonsko nekako dvigne število brezposelnih in potem spet s pomladjo naslednje leto začne zmanjševati. Tako da pričakujemo kolikor toliko ugodne oziroma lahko rečem normalne trende in pa ugodne trende. Napovedi so, da se bomo nekje v prvem kvartalu 2023 lahko umirili in oddahnili, da bo takrat trg dela tudi že v normalnih razmerah. Ampak lahko vam povem, da z ekipo, to pa je širše od mojega ministrstva, s celotno ekipo delamo za to, da bi ta normalizacija prišla čim prej. Mogoče samo še vprašanje za konec, sicer ste prej že nekaj omenili. Vi oziroma vaše ministrstvo ste bili eden ključnih, oziroma ste igrali neko ključno vlogo pri vseh PKP paketih. Kako ocenjujete same ukrepe oziroma zdaj že lahko mogoče tudi njihove učinke? Ključno pri teh interventnih ukrepih je, da smo najprej v prvi vrsti zaščitili in pomagali ohraniti skoraj 300,000 delovnih mest. To je veliko. In to je zelo pomembno, zato ker ne gre samo za tiste zaposlene, ampak za vse njihove
najbliže, za katere s temi plačami skrbijo. Drugo, kar je bilo pomembno, je, da smo pomagali ranljivim skupinam, najranljivejšim v tem težkem obdobju negotovosti. Poglejte, pred enim letom, oziroma nekaj več kot enim letom, pravzaprav nihče ni vedel, kaj nas čaka. Veliko ljudi se je balo za svoje službe, za svoje zdravje, za svoj obstoj in smo tem, ki so najranljivejši, omogočili recimo s številnimi solidarnostnimi dodatki, s tem, da smo tudi pravice iz javnih sredstev avtomatizirali, omogočili, da so se nekatere pravice avtomatsko podaljšale do konca epidemije, da smo dejansko vsem, ki so ostali brez dela v času koronaepidemije, pomagali z nadomestilom, kriznim nadomestilom, tudi če sicer ne bi bili do njega upravičeni. Torej, lahko ocenjujem, da smo zelo širokemu spektru ljudi aktivne in ostale populacije, tudi najranljivejših, starejšim, zelo dobro in učinkovito pomagali in to potrjujejo tudi pravzaprav podatki Evropske komisije, Mednarodnega denarnega sklada in tudi podatki recimo o porabi sredstev iz sklada ŠUR, ki je bil en evropski mehanizem namenjen prav ohranjanju delovnih mest, kaže, da smo med 18 državami, ki črpamo sredstva iz tega sklada, najbolje zaščitili tako zaposlene kot samozaposlene. Če smem še dodati, ker smo z interventno zakonodajo tudi zelo močno pomagali socialno-varstvenim zavodom, domovom za starejše in ostalim zavodom, izvajalcem dolgotrajne oskrbe in ostale socialne oskrbe. Zdaj, ko hodim po teh domovih in ko jih vprašam, velikokrat mi pa niti vprašati ni treba, mi povejo, da so bili ukrepi zelo dobri. Številni koristijo dodatne zaposlene. Direktor Doma Rakičan me je seznanil, da iz teh sredstev, ki smo jih dali za dodatne kadre, da razbremenimo in pomagamo, ki smo jih interventno namenili, zaposlujejo pravzaprav 17 dodatnih ljudi in to je pravzaprav velik doprinos k temu, da ekipe v najtežjem času, ko so bili izbruhi virusa, niso pregorele ali celo klecnile. Na drugi strani jim pomagamo z nabavo in financiranjem nabave opreme in še številnimi drugimi organizacijskimi pomočmi. Tako da lahko rečem, da ti terenski obiski na eni strani pomenijo poslušati in slišati potrebe terena na vseh področjih in na drugi strani preveriti te naše rešitve. Trenutno so odzivi zelo pozitivni. Lepo, gospod minister, najlepša hvala vam za obisk v našem studiu. Hvala za vabilo, gledalkam in gledalcem pa pravzaprav lep večer in želim, da ostanemo vsi skupaj zdravi. Tako se pridružujem besedam gospoda ministra. Hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.